Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v pogovoru o knjigi Paul Celan, Zbrane pesmi. V pogovoru z doktorjem Vidom Snojem bova poskušala predstaviti tako življenje, kakor delo in predvsem obe knjigi, ki sta izšli pri založbi Beletrina in sta dosegljivi tudi v e-obliki v portalu Biblos. Lepo pozdravljeni, Vid Snoj. Pozdravljeni tudi vi. Težka naloga se mi zdi pravzaprav v pol ure predstaviti dve zajetni knjigi pesmi Paula Celana v nemščini, v izvirniku torej, in pa v slovenščini. Jaz temu kar pravim v celanščini in to je seveda kompliment za vas, seveda v vašem prevodu. O Paulu Celanu je Georg Steiner zapisal, da je, citiram, skoraj gotovo največji evropski pesnik obdobja po letu 1945. Njegova poezija je našla pot, vsaj tako se mi zdi, do mnogih bralcev, sploh do mnogih teh, ki jih poezija oziroma pesništvo ali pa tudi proza zanima. Po drugi strani pa tudi v tem najožjem krogu bralcev, pesnikov velja za hermetista. Doktor Snoj, vi ste njegov odlični poznavalec. Leta 2017 ste pri založbi Ljud literatura v zbirki Labirinti objavili prevod dela Johna Felstinerja z naslovom Paul Celan, pesnik, preživelec, Jud, v katerem Felstiner, Celanov prevajalec v angleščino, popiše ne le Celanovo življenjsko in ustvarjalno pot, kar je bralcu pomoč pri vstopanju v Celanovo poezijo, ampak tudi obenem pasti prevajanja tega velikega pesnika. In najbrž ste se prav na podlagi tega teksta tudi nekako priučili, naučili, si pomagali ali pa, bom rekla, skrajšali morda pot do vstopa in prenosa v slovenski jezik. Kako bi na kratko strnili njegove biografske podatke v luči izgovarjanja tudi njegovega priimka, to se pravi anagramnega priimka Celan ali Celan francosko oziroma Celan po romunsko. Namreč do dela Fuga smrti je pravzaprav se pesnik podpisoval kot Ančel. To se pravi, če zdaj anagramno naredimo, imamo te različice, vi boste več o tem povedali, pa naj vam dam še nekaj teh geografskih točk, da začrtava pot. Bukovina, Črnovci, Bukarešta, Dunaj, Pariz. Kdo je bil in kdo po vašem mnenju ostaja tudi danes skozi pesem Paul oziroma Paul Celan, 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 Celan? No, Paul Celan je nemški pesnik judovskega rodu in, kot ste rekli na začetku, najbrž celo najpomembnejši pesnik po drugi svetovni vojni sploh. Rodil se je, če greva po geografskih točkah, v Černovcih, prestolnici Bukovine. Bukovina je bila pa dežela, ki je bila svoj čas, se pravi od konca 18. stoletja do konca Prve svetovne vojne, sestavni del Avstrije oziroma potem Avstro-Ogrske. Po koncu Prve svetovne vojne je pripadla Romuniji. Na začetku Druge svetovne vojne so pa na podlagi sporazuma med von Ribbentropom in Molotovom zasedli Rusi. Potem, ko je Hitler napadel Sovjetsko zvezo leta 1941, so v Bukovino vdrli Nemci. Leta 1944, ko se je vojna sreča obrnila na zavezniško stran, se tja spet vrnila Rdeča armada. No, tako da je imel Celan pravzaprav že v mladosti izkušnjo tako z Rusi kot z Nemci, pravzaprav z obema totalitarističnima sistemoma,
komunističnim in nacističnim, in zato je ob koncu vojne leta 1945 izkoristil priložnost, ki so jo sovjetske oblasti dale bukovinskim Judom, in se je popolnoma legalno preselil v Bukarešto. V Bukarešti je potem, tam je živel skoraj 3 leta, lektoriral, prevajal in tudi že začel pisati pesmi v romunščini. In bil je postavljen pred dilemo, ali opusti materinščino, jo zamenja z romunščino in ostane na vzhodu, ali pa ohrani materinščino in gre na zahod. Odločil se za drugo možnost. Proti koncu leta 1947 je ilegalno, kot migrant bi danes rekel, šel na Dunaj in potem po slabem letu v Pariz, v katerem je potem živel do konca svojega življenja, ki ga je končal skokom v Seno. Zdaj, to, kar je treba uvodoma povedati o Celanu, je seveda to, da je Celanovo pesnjenje zaznamovano s travmatično izkušnjo med vojno. Njegova starša, bil edinec, sta bila deportirana v delovno taborišče, kjer sta tudi umrla. Celan sam se je deportaciji izognil. Pravzaprav ni popolnoma jasno, kako. Sam je večkrat pripovedoval o dogodkih iz tistih dni, ampak na različne načine. Ljudje, ki so slišali njegovo zgodbo, so slišali v različnih variantah, kar seveda kaže na to, da je bil to res travmatičen dogodek. No, ampak seveda to nikakor ni bila njegova posebna izkušnja. Namreč preživelci, judovski preživelci holokausta so pravzaprav izgubili, njihovih rojaki, ki so izgubili, je bilo približno 6 milijonov. In ti preživelci, zato kar se je zgodilo, za ta nacistični pomor Judov med drugo svetovno vojno, zavračajo besedo holokaust. Holokaust je v resnici latinski prevedek, ki ga uporabil Hieronim v pozni antiki za prevod Biblije v latinščino, ki prevaja biblično besedo žgalna deritev. To, kar se je zgodilo, pa seveda ni bilo, da bi bili ti Judje darovani Bogu, ampak so bili preprosto pomorjeni. In zato njihovi rojaki, preživelci, namesto besede holokaust raje uporabljajo hebrejsko besedo šoa, ki pomeni katastrofo. Zdaj, Celanova poezija pravzaprav od samega začetka govori natančno o tem. Njegova prva objavljena pesem, to je Fuga smrti, je šla leta 1947, ne v nemščini, ampak v romunskem prevodu v Bukarešti. To je seveda pesem, ki je postala in tudi ostala njegova najbolj slavna pesem. Bi pa morda v zvezi s tem, kar ste me še vprašali, povedal tole. To je pesem, njegova prva objavljena pesem je bila že natisnjena z njegovim pesniškim psevdonimom. Se pravi, ni objavil pod imenom Pavel Ančelj, pod svojim pravim imenom, ampak pod imenom Pavel Celan. Tukaj gre v bistvu za anagram njegovega priimka. Ančelj je Celan, zloga zamenjata poziciji in Č se premenja v C. S tem, da so Romuni ta pesniški psevdonim izgovarjali Čelan, Nemci ga izgovarjajo Celan, Francozi, recimo med katerimi je Celan preživel večino svojega ustvarjalnega življenja, izgovarjajo ta psevdonim Celan, ampak mislim, da je prav, da glede na to, da je bil Celan nemški pesnik ali pa pesnik v nemškem jeziku, njegov pesniški priimek, nom de plin, izgovarjamo Celan. Pa morda še to pojasnilo v zvezi, ki ga je sam dal v nekem pismu, v zvezi s svojim pravnim priimkom. V nekem pismu pravi, da je Ančelj
ena izmed oblik stare nemške besede Amšel, oziroma sodobne besede Amzel za kosa. Tako da, če bi zdaj njegovo ime dobesedno prevedli v slovenščino, bi bil to zelo preprosto Pavel Kos. Tako, zelo zaznamovan, kot ste rekli, s to izkušnjo pobega. K temu se bova še vrnila. Pesmi pričujočega izbira, to se pravi teh dveh knjig, zbrane pesmi 1 in 2, o katerih danes teče beseda, so iz njegovega opusa. Ko rečem iz njegovega opusa, to pomeni iz tistega opusa, ki ga je on sam uvrstil v zbirke, to se pravi, in ga poimenoval za svoje pesniško delo. Podlaga za zbrane pesmi je nemška izdaja njegovih Gesammelte Werke in 5 Bänden, Frankfurt 1983. V pripisu prve knjige zapišete zelo pomembno stvar, po mojem mnenju. Citiram: Opombe so pojasnjevalne narave. Njihov namen je uriti bralčevo razumevanje, ne pa ga omejiti in izpeljati. Konec citata. Kar je bilo navsezadnje tudi pesnikovo vodilo, da je, če ga citiram, pesmi treba brati znova in znova, razumevanje pride samo od sebe. Konec citata. To je nekako odlična edukacija, popotnica za branje poezije, ki pogosto rečemo vstopanje v tekst ali pa pravimo branje kot samo izobraževanje. In ko se bralec nekako, bom rekla, sam potrudi sebe pripraviti za vstopanje v neko besedilo, ne pa da se od besedila oddalji, rekoč, to je hermetično zaprto, nimam ključa. Prevajanje, pravite, za prevajanje Celana je boj z jezikom, je übersetzanje, spravljanje čez, je prepostavljanje iz enega v drug jezik. Po vsem delu in študiju, ki ste ga opravili, predpostavljam, da poznate dobro Pavla Celana, tako njegovo poezijo, njegove detajle, kakor ste nam jih zdaj že kar nekaj povedali iz življenja. Kako zahtevna se vam zdi njegova poezija? Omenili ste že občutke krivde, gre za tudi občutke tesnobe, stiske. Vse to se kaže v stiskanju jezika, v samem slogu, ki ga razvija in udejanja Pavel Celan. Rečemo lahko temu zgoščenje jezika, obenem pa prav s tem zgoščenjem pride tudi ta poezija bralcu do živega. Prosila bi vas morda za kak primer pesmi, ki vam je v tem, predvidevam, kar dolgem časovnem obdobju povzročal težavice pri prevajanju, pri tem prepostavljanju v slovenski jezik oziroma v celanščino, in kako vas je okupiral, kakšna anekdota, kako ste ga rešili, mogoče kdaj tudi po kakem kar naključju, oziroma nič ni naključ, pravijo, da ni naključje, ampak samo naključ. Skratka, kak tak drobec, ko ste Pavla Celana še posebej intenzivno nosili s seboj tudi v življenju, tudi zasebnem življenju. Če se vrnem na začetek vašega vprašanja, zdaj ti dve knjigi Celanovih zbranih pesmi prinašata skoraj vse njegovo pesniško delo. Ne vsega. Vanju niso zajete nekatere zelo zgodnje Celanove pesmi, potem nekatere pesmi, ki jih sam ni izbral v svoje zbirke, kar ste že omenili, in tudi ne seveda pesmi, ki jih je napisal v romunščini. Ti dve knjigi sta seveda grozovito debeli, tudi ne samo zaradi obsežnosti tega Celanovega pesniškega opusa, ampak tudi zaradi opomb. Zdaj, opomb je, lahko bi rekel, nenormalno veliko v teh dveh knjigah, so pa po mojem mnenju
nujne po eni strani, po drugi strani pa tudi ne. Mislim, da Celanove pesmi seveda delujejo že v prvem bralčevem stiku z njimi, za ta stik ne potrebuje opomb, seveda pa opombe olajšujejo njegovo razumevanje. Jaz moram sam priznati, da sem pri prevajanju, s tem, da se Celanovi pesniški teksti zelo gosti in da se v bistvu pomen razsipa vse naokrog. Da sem bil dostikrat v zadregi, v katero smer pri prevajanju sploh iti. In sem imel na srečo pri roki opombe, ki jih je naredila nemška literarna zgodovinarka Barbara Wiedemann. In te opombe, ki so mi pomagale pri prevajanju, sem potem tudi deloma nekatere prevzel, druge predelal, pa jim seveda dodal tudi cel kup svojih. Ampak opombe, take kot so v tej knjigi, v resnici niso razlagalne narave. Torej, gre za to, da bi bralcu pomagale razumeti težkega pesnika, kot je Celan, da bi mu pomagale utiriti razumevanje ali pa ga usmeriti, v katero smer naj gre, ne pa ga omejiti. To, kar ste prej citirali. Se pravi, te opombe nikakor ne zapovedujejo bralcu, samo tako lahko to razumeš, ne pa kako drugače. Sprašvali ste me tudi o prevajanju. Lejte, zdaj, najprej treba povedati to. Celan sam je bil prevajalec. Imel je izreden jezikovni dar, jezikov se je učil hitro in jih je tudi temeljito obvladal. Prevajal je iz romunščine, ruščine, angleščine, francoščine, italijanščine. Znal je tudi, čeprav ni prevajal, nekaj klasičnih jezikov, tudi hebrejščino in jidiš, ne da bi prevajal iz teh jezikov. Ampak svoje prevajanje je v bistvu zelo visoko cenil, pravzaprav enako kot pesnenje. S tem, da je nekje za prevajanje uporabil prispodobo splavarjenja, brodarjenja, se pravi spravljanja tovora z enega brega na drug breg. In zdaj, seveda, lejte, pri Celanu, ki je, bi rekel, tako razkošen pesnik, tako po zvočni kot po pomenski plati, je tako rekoč nemogoče, da če uporabim njegovo prispodobo, bi pri tem spravljanju tovora z enega brega na drugega, da se ne bi nič izgubilo. Mislim, da je to nemogoče. Pomembno je pa to, da tisto, kar drugi breg doseže, da na tem drugem bregu obstane. In v tem smislu sem potem v spremni besedi tudi uporabil nemško besedo übersetzen za prevajanje. V bistvu sem jo prevedel kot prepostavljanje. Se pravi, postavljanje tistega, kar stoji v izvirniku, čez v drug jezik, na drugi breg, tako da na tem bregu tudi obstane. In ne prestavljanje, ampak prepostavljanje. Prepostavljanje, tako. Vprašali ste me pa tudi o... Dolžina, koliko je to ogromno časa vam vzelo in časovno in seveda tudi ti napori, ko kakšna zagonetka, kak del, ko ne gre, kako potem to prepostaviti, kako iskati te ideje za uspešen v resnici prevod. nimam pojma, koliko časa, ampak se mi zdi, da ogromno, ga pa ne znam prešteti, zlasti ne za nazaj. Vprašali ste me pa tudi o tem, ali me kakšen vers, kakšna pesem obsedala, tako da sem se z njo ukvarjal dlje časa. Lejte, zdaj na to vprašanje bi vam odgovoril tako. Rad bi vam sicer ugodil, ampak ne morem izpostaviti pravzaprav enega samega verza ali pa ene same pesmi, to niti ne bi bilo pošteno. To pa zato ne, ker sem takrat, ko sem to lahko počel, se pravi v obdobju sklenjenega prevajanja, ko sem se rešil drugih obveznosti in sem lahko svoj čas dnevno posvečal prevajanju Celana, v bistvu nosil posamezne Celanove pesmi iz dneva v dan. Prevajal sem po
posameznih ciklih. Ti cikli obsegajo recimo 15, 20, 30 pesmi. In vedno, kadar sem sedel k prevajanju, zjutraj ali pa pozno popoldne, sem pred prevajanjem bral tisto, kar sem iz cikla prevedel prej. Kadar sem začel prevajati nov cikl, sem se vrnil prejšnjemu, k zadnjim pesmim iz prejšnjega cikla, zato da te pesmi ne bi imele manj bralske pozornosti in tudi manj prevajalske nege. V glavnem, vedno sem prevajanje začenjal vsak dan, navadno dvakrat, z v bistvu branjem svoje prevajalske bere zadnjih nekaj dni. Zdaj, seveda se je dostikrat zgodilo to, da kar se mi je en dan zdelo že dobro rešeno, da se mi je nekaj posrečilo, da se je drugi dan razdrlo. V takih primerih včasih je bila dovolj ena sama beseda, da je, kako bi rekel, zadevo popravila. Ampak tudi, če je bilo treba zamenjati eno samo besedo, je bilo zato, da se ne bi skvaril ritem. Treba pesem v bistvu zastaviti in jo brati od začetka do konca, na novo. No, tako da, ko sem pa recimo dvakrat ali pa trikrat prebral ves cikel, gladko, tako da nisem naredil nobenega popravka, takrat sem pa vedel, da so stvari sedle na svoje mesto, in sem v bistvu vedel, da je stvar narejena, tovor odložil in šel naprej. Še kratko pod vprašanje v to smer. Omenili ste v tem spremnem zapisu, da ste imeli tudi te sprotne bralce, informatorje, to se pravi dragocene ljudi, do katerih ste se lahko obrnili za prvo povratno informacijo pri prevodu oziroma prevajanju. Pa me zanima, a vas je tudi kaj bremenil ali pa vam je naprej hodil že obstoječi prevod, vsaj nekaterih pesmi v slovenski jezik? Mislite na prevod Nika Grafa Navrja? Tako, v liriki. Ne, glejte, Ali ste se poskušali v resnici je tako, sem Celanovo, ta izbor, to je zbor, ki je seveda reprezentativen, se pravi, lepo predstavlja Celanovo poezijo, je prišel enkrat sredi 80-ih let, ne spomnim se 84, 85 in jaz sem Celanovo poezijo seveda spoznaval iz tega prevoda. Takrat niti nisem znal toliko nemško, da bi lahko kakorkoli se spopadal z izvirnikom. In ta prevod je bil zame pravzaprav uvajanje v Celana. Še zdaj mislim, da je Grafa Navrjev prevod zelo dober, in tudi nekako sem si zadal kot neko načelo, da ne prevajam drugače kot on na silo. Se pravi, da ne menjam nekih besed v njegovem prevodu, ki jih ni potrebno menjati. No, sem pa seveda poskušal nekatere stvari, tako po zvočni kot po pomenski plati, v svojem prevodu, glede na ta obstoječi prevod, še, kako bi rekel, kar izboljšati. Dajva se podati malo v ta res Celanov jezik oziroma njegov odtis pesniškega poskusa v ta jezik. Citiram: pesem je naravna molitev duše. Kakor je rekel sam Celan, mu je sredi vseh izgub ostal le jezik, ki je moral iti skozi lastno pomanjkanje odgovorov, skozi strašljivo obnemelost, skozi smrt prinašajočega govora. Šel je skozi in ni dal besed za to, kar se je zgodilo. Toda šel je skozi to zgodevanje in mogel spet priti na dan, tako bi rekli lahko obogaten z vsem tem. V dobesednem citatu: v tem jeziku sem poskušal pisati pesmi, da bi govoril, da bi se orientiral, da bi preiskal, kje sem in kam naj bi z mano šlo, da bi si zasnoval resničnost.
Konec citata. Pesmi se po njegovem mnenju upirjajo proti nečemu, nagovorljivemu proti nagovorljivi resničnosti. To je hitro prepoznamo v njegovi poeziji. Njegova pesem je nagnjena k elipsiji, k obnemetju, uporablja arhajske in tudi novotvorjenke, pretrgana skladnja je tudi značilnost, zastrte aluzije, protislovja. To so le nekatere lastnosti njegove lirike, ki so kritike, kot sem že v uvodnem izhodiščnem tem nagovoru rekla, da nagovarja mnoge kot k izrazu hermetično oziroma da je hermetist. S Celanovimi besedami, citiram, pojdi z umetnostjo v svojo najlastnejšo tesen in se sprosti. Konec citata. Njegova prva pesem, podpisana s priimkom Celan, Fuga smrti, kakor ste že prej povedali, je segla mnogim poslušalcem do živega, med drugim tudi zaradi ponovitev. Ko jo je veliko kasneje, ko je pač nastopil konec, mislim, da 60-ih let v Nemčiji in ga je prišlo poslušati mnogo ljudi, menda celo viri pričajo 1000 ljudi, kar je veliko za poslušati pesnika, je bil med drugim tudi Martin Heidegger, oziroma Martin Heidegger. Nobelovo nagrado za književnost pa je prejela predstavnica judovskega pesništva Nelly Sachs. Zakaj to zdaj omenjam ta podatek? Ker vas hočem spet nekako napeljati na tisto vprašanje, ali je Celan resnično pesnik, ki ne more seči do množičnega poslušalstva oziroma predvsem množičnega bralstva. V mislih imam predvsem tiste pesmi, ki so od zbirke Obrata diha, posvečena sinu Eriku in ki nekako tudi sovpadajo z njegovimi duševnimi stiskami, tako rekoč zlomom in tudi se kažejo kot v jeziku, zgoščanje jezika. Ali nam lahko predstavite morda na kratko, kakšna je razlika med to pesmijo, ki je dosegla množico, torej množično bralstvo, občinstvo, to se pravi Fugo smrti, in pa pesmi, ki so iz najobsežnejše zbirke Nitna sonca in so tudi sestavni del knjige, drugega dela, zbranih del, ki jo danes predstavljava. Glejte, Celan nikakor, po mojem mnenju, nima množičnega bralstva. Zdaj, koliko ima, bi se najbrž celo dalo ugotoviti s kakšno poizvedbo po knjigarnah, kaj in koliko od njegovih knjig se proda poizvedbo po knjižnicah, kaj se sposoja. Ampak mislim, da bi se izkazalo, da je bolj priljubljen v akademskem svetu. O Celanu se po svetu, od zahoda do vzhoda, od Združenih držav Amerike do Daljnega vzhoda, do Japonske, napiše po več doktorskih disertacij na leto in obravnavanje Celana pravzaprav velja kot nekakšna vstopnica v višje sfere ali pa višja nadstropja tega akademskega sveta. Zdaj, kot njegovega bralca ste omenili Martina Heideggera. Heidegger, ki je bil več kot 20 let starejši, za eno celo generacijo starejši od Celana in seveda uveljavljena filozofska korifeja, kar Celan v času svojega življenja seveda ni bil, je spremljal njegovo pesništvo tam od zgodnjih 50 let naprej. Zelo natančno spremljal, ob tem obstajajo različna pričevanja, ni pa o Celanu pisal. Po drugi strani je pa seveda pisala o Celanu vrsta filozofov, recimo znanih filozofov, velikih filozofov 20. stoletja, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer in drugi. Hannah Arendt pa ne. Hannah Arendt pa ne. Mislim, da tudi sploh ne vem, če ona sploh kdaj kje pisala o poeziji. To pač
Ne, čisto zaradi ni bila tematike bolj sorodne. V resnici ni bila njena tema. Ne. No, ampak v čem je razlika, ste vprašali, med Fugo smrti, ki je dejansko zaslovela in bila priljubljena pesem, in njegovimi poznejšimi pesmimi, zlasti od zbirke Obrat diha naprej. Glejte, za Fugo smrti, njegova prva objavljena pesem, je značilna, bi rekel, neka spevnost. To je sicer pesem, ki ima izrazito moderno strukturo, napisana v prostem verzu, brez interpunkcije, edina prostem verzu, brez interpunkcije pri Celanu, ima eno samo rimo. Sein Auge ist blau, trifft dich genau. To se nanaša na krnika v taborišču smrti, ki strelja taboriščnike. Njegovo oko je modro, zadenete točno. To je zdaj prevedeno ne z rimom, ampak z asonanco. Ampak kljub temu, da ni zvočnih ujemanj, takšnih kot je rima, je ta pesem izredno spevna zaradi številnih ponovitev. Recimo, tvoji zlati lasje, Margareta, tvoji pepelni lasje, Sulamit, smrt je mojster iz Nemčije. Vse te ponovitve, ki kažejo na spevnost, so pa hkrati tudi aluzivno bogate. Namreč Margareta v bistvu napotuje na Maretko iz nemške klasike, iz Goethevega Fausta, je ideal arijske lepotice. Sulamit po drugi strani je nevesta iz biblične visoke pesmi, ideal semitske lepotice, kateri lasje se bodo potem v peči taborišča smrti spremenili v pepel. In mojster iz Nemčije, tisti prvotni mojster, je seveda Johann Sebastian Bach, mojster fuge, čigar glasba se je, to izpričano, razlegala iz hiše, v kateri je prebival komandant Auschwitza. S tem, da je ta prvotni mojster fuge, postal mojster za smrt. Skratka, želel sem povedati to, da je najbrž tudi zaradi te spevnosti, v kateri lahko prepoznamo Celanovo uho za pete pesmi, za pesmi, ki so jih peli njegovi rojaki v jidišu, za otroške pesmi, ki mu jih je pela njegova mati v materinščini, za revolucionarne pesmi v različnih jezikih. Ta spevnost je najbrž postala podlaga za njeno priljubljenost. Fuga smrti, ko je bila enkrat objavljena v nemščini, to je bilo na začetku 50. let, si je v bistvu kmalu utrla pot v nemške šolske učbenike, govorim seveda o zahodni Nemčiji. Recitirali so jo ob različnih priložnostih, marsikdaj zaradi politične korektnosti, in to se je potem Celanu tako uprlo, da je to svojo najbolj znano in slavno pesem na svojih javnih branjih nehal brati. Po drugi strani je pa tudi sam postajal čedalje bolj občutljiv za tisto, kar je v sodobnem pesništvu neavtentično, kar ne izpričuje eksistencialne izkušnje, kar je zgolj iskana metafora, zgolj neka iznajdljiva besedna kombinatorika, nek verbalni bengalični ogenj. Zato je začel pesništvo ločevati od umetnosti kot nečesa umetnega oziroma lahko celo izumetničenega. No in to razliko je potem tudi razločno formuliral v svojem najpomembnejšem poetološkem tekstu Meridian. Hkrati pa seveda to poetološko spremembo označuje tudi naslovna beseda v zbirki, ki ste omenili, zbirki Obrat diha. Obrat diha meri v bistvu tudi na to spremembo. Namreč v Celanovih poznih pesmih pravzaprav mislim, da lahko začutimo težnjo po opuščanju spevnosti ali pa celo težnjo k izganjanju spevnosti.
Če beremo te pozne pesmi natančno, v izvirniku seveda vidimo, da se mu marsikdaj ponuja zvočno ujemanje. Ne. Pa ga zaobide. Pa ga zaobide, oziroma namesto blagozvočnosti izbere rezkost. Ne. In moram reči, da sem bil seveda tukaj sam kot prevajalec v dilemi, kaj narediti. Kaj narediti s tako ponudbo v narekovajih. Ali sprejeti ali zavrniti. Ne. Ali narediti zvočno ujemanje tam, kjer ga avtor pesmi ni naredil. No, odločil sem se za to, da bom Celanu ostal zvest in ne bom delal, kako bi rekel, njegovih pesmi zvočno lepših ali pa spevnejših tam, kjer jih sam ni hotel narediti. Zdaj se nekako bi želela dotakniti še ene sfere in to je to, kar ste zdaj že omenili, nekako ta duhovni del, pa še prej bomo s to modro začeli in samo naslovnico. Knjiga, ki je postala voda, to je vers iz Obrata diha in je najverjetneje navdihnil zunanjo oblikovalko knjige ali pa vers Neka solza se kotali nazaj v oko. Prisila luči, ki je izšla julija 1970 kot zadnja knjiga, ki jo je Celan pripravil za tisk, je nastajala v najkrajšem času in po njegovem poskusu samomora. Citat: Ti bodi kot ti, vselej, ste izbrali za hrbet in za kazalko knjige, ki jo predstavljava. Asociacija na Mojzesove besede si, ki si, se zdi še posebej na mestu, če preberemo Celanove besede ob knjigi, citiram: Verjamem, da smem reči, da sem s to knjigo prinesel, kar je najskrajnejšega pri človeški izkušnji v tem našem svetu in v tem našem času, neutišeno in na poti k nadaljnemu. Konec citata. Kakšno mesto ima presežno v poeziji Pavla Celana? Ja, presežno, glejte, ali pa stoj kot transcendenca, je nekakšen tehnični izraz, ki pravzaprav imenuje to, kar verni ljudje imenujejo Bog. Torej, kakšno je razmerje, Celanovo razmerje do Boga. Tako nekako. Razumem vaše vprašanje. Tako, ker če nadaljujem, neki citat spet navajam. Biti pesnik v božnem času pomeni pojoč paziti na sled pobeglih bogov. Konec citata. Torej, ja, vaš premislek prav o tem in tudi mogoče kako pesem, če ste si zamislili. Celan svojega judovstva ni razglašal tako vse povprek, po drugi strani pa se mi zdi ta detajl, na katerega se opozori v knjigi, kot je vers prištej me, z elipso prištej me zraven, šteti prišteti zraven, se mi zdi pa odličen primer ene take drže, ki želi pokazati, pa ne z nekim zunanjim trkanjem po svojih prsih. Nekateri celo menijo, da je Celan v kontekstu jemanja, v kontekstu judovskega pesništva celo malo pretirano obravnavan oziroma morda preveč. Ampak njegova poezija je prežeta s Svetim pismom, obenem pa seveda je to neke vrste protitok. Že prej ste omenili te različne motive, kako se zgleduje in jemlje oziroma prenaša drobce iz Svetega pisma v svojo poezijo. Se vam zdi, da bi morebiti lahko rekli, da je to pesnik z judovstvom prežet ali kakšen drug izraz, kako se vam zdi najbolj smiselno to poimenovati? Vaše mnenje da o tem? No, to je zdaj pravzaprav spet cel grozd vprašanj, pa če dovolite, bi začel s tistim citatom.
biti pesnik v božnem času pomeni pojoč paziti na sled pobeglih bogov. Ne. Ta citat izhaja iz Martina Heideggera, ki so ga v tem pogovoru že omenjala. Če se prav spominjam, je Heidegger ta stavek zapisal v tekstu o Rilkeju. Nanaša se pa ne na Rilkeja, ampak na Friedricha Hölderlina. Friedrich Hölderlin je bil v Heideggerjevih očeh pesnik, ki nekako zasnavlja to, kaj naj bi pesnik v teh časih brez bogov sploh bil. Ne. Pesnik je torej po Hölderlinu, kot ga razume Heidegger, ne, tisti, ki vztraja na sledi pobeglih bogov in s tem ustanavlja človeško bivanje na zemlji. In zdaj, torej, Celana, mislim, da je Heidegger videl kot dediča Hölderlina. Se pravi, v liniji pesnikov, ki teče od Hölderlina prek Rilkeja, pa mogoče še Trakla, ne, potem k temu mlademu Celanu. Čeprav je to seveda spekulativna izjava, ker kolikor jaz vem, mislim, da sem to že prej omenil, Heidegger ni o Celanu zapisal nič. Ne. Tako da je to dejansko domneva, ampak seveda tukaj gre pri Celanu gre dejansko za neko temeljno pesnenje razmerja sodobnega človeka do tega, kar ste prej imenovali presežno, transcendenca oziroma preprosto Bog. Ne. Sami ste prej sugerirali neko pesem, ki govori o Celanovem razmerju do judovskega boga, pa mogoče še bolj do judovstva. Ne. Prištej me k mandlem, mislim, da je en verz, da se glasi iz te pesmi. Čeprav mislim, da morda najbolj izrazito, no, ali pa da se da mogoče na to najbolj učinkovito pokazati, o Celanovem razmerju do Boga govori njegova pesem začetka 60. let z naslovom Cerih pri Štorkli. Zelo nenavaden naslov. Nanaša se na hotel v Cerihu, hotel z imenom Pri Štorkli, v katerem se je Celan prvič srečal z Neli Sachs, ki ste jo omenili, ki je potem nekaj let pozneje dobila tudi Nobelovo nagrado. Takrat je prvič prišla v Nemčijo, v bistvu je s Celanom delila izgnansko usodo, v resnici je bilo tako, da je svojo materjo sedla na zadnji vlak iz Berlina v Stockholm. In potem celo drugo svetovno vojno in tudi ostanek svojega življenja preživela na Švedskem. In na začetku 60. let, mislim, ko sta se srečala s Celanom v Cerihu, je prišla v bistvu na podelitev nagrade, ki so jo podelili Nemci v nekem južno-nemškem mestu, ki sem zdaj pozabil, kako se imenuje, ampak Neli Sachs si ni upala prespati v Nemčiji. Ne? Tako močan strah je bil vsajen vanjo, pač pa je spala v bližnji Švici. No, v glavnem, s Celanom sta se srečala, o tem srečanju govori ta pesem Cerih pri Štorkli in govori o pogovoru, ki sta ga takrat imela. Ne. To je bil pa pravzaprav pogovor o Bogu. Tisti ključni verzi se glasijo: o tvojem Bogu je bil govor, govoril sem proti njemu, srcu, ki sem ga imel, sem dal upati v njegovo najvišjo, njegovo prepirno besedo, nekaj takšnega. Ne. Zakaj je tukaj šlo? Ne? Neli Sachs, ki je imela seveda podobno izkušnjo kot Celan, je ostala religiozna. Ne? Celan pa religiozen ni bil, vsaj ne v tradicionalnem smislu. Ne? Ni hodil v sinagogo, ni opravljal obredov, no, ampak kljub temu se pa ni popolnoma odvrnil od Boga. Ne? Boga je v resnici, jaz mislim, obtoževal za zlo, ki se je zgodilo Judom. Čeprav tega sam ni nikjer tako eksplicitno formuliral, kot sem to zdaj povedal jaz. Ne. Hočem reči to, da se od Boga ni odvrnil, ampak se ga je s tem, ko se je pritoževal,
ko se mu je pritoževal, vendarle na nek način držal. Ne. Kar pomeni, da Bog zanj ni bil neka gola iluzija, če hočete, ne. Neka tolažilna projekcija človeškega uma, neka utvara nesrečne zavesti ali kaj podobnega. Ne. Boga skratka ni vrgel čez ramo. Zdaj, še bolj je pa po drugi strani ostal zvest judovstvu. Ne. Omenili ste to, da obstajajo zdaj tukaj različna mnenja, se Celana sme, glede na to, da ni bil tradicionalno pobožen jud, a se ga sme močno povezati z judovstvom ali ne. Ne, tudi ti očitki so šli tudi na rovaš knjige, ki ste jo omenili, Celanove biografije, ki jo je napisal John Festiner, tudi ameriški jud, ne, ki je judovske navezave pri Celanu posebej izpostavljal. Ampak v tej zvezi bi rekel tole, ne, Celan mislim, da je čedalje bolj, ne, z leti, čedalje bolj gojil to zvestobo judovstvu. V tej zvezi mi prihaja na misel tukaj neko pismo, ki ga je dobil sredi 60-ih let, tudi neke relativno pomembne osebe, to je bil švicarski literarni zgodovinar in teoretik Jan Starobinski, tudi jud, seveda. Starobinski je Celanu zapisal nekaj takšnega. Moj oče ni bil jud po obredu, ampak po zakonu srca. In mislim, da tudi vi pripadate temu občestvu. In Celan se je Starobinskemu za te besede zahvalil, ne, in potem tudi v zahvali ponovil zvezo zakon srca. V bistvu to izhaja iz Paskala, ampak pustva to. V resnici, ne, tisto, kar je pomembno, je to, ne, da v bistvu te besede, ki jih je Starobinski uporabil za svojega očeta, veljajo tudi za Celana. Celan je bil dejansko po srcu jud, čedalje bolj jud. Ne. In zato se pravzaprav tudi spominsko ves čas vrača, ne, pomorov Judov med drugo svetovno vojno. In ne samo to. Ne, glejte, recimo, naši mrtvi, ne, se nam vračajo v spanju. V spanju nas obiskujejo, v spanju govorimo z njimi. Celan je pa tem mrtvim dajal govoriti v svojih pesmih. Ne. Recimo, Fuge smrti ne govori v svojem imenu, ampak so govorci te pesmi žrtve šoje. Ne. Se pravi, Judje v taborišču smrti, ki čakajo na smrt. Ampak to so še živi Judje, te, ki govorijo Fugo smrti. Če pa vzamete recimo tudi Celanovo zelo slavno pesem Psalm, ne, ki ima bibličen naslov, hkrati je pa v izrazito polemičnem razmerju z bibličnimi psalmi, pa vidite, da so govorci te pesmi mrtvi. Ne. Torej tisti, ki so se v pečeh taborišč smrti spremenili v dim, ne, ki je izginil nekje med zemljo in nebom. Ne. In ravno tem je ravno tem ljudem je Celan v nekaterih svojih pesmih tudi dobesedno pustil do besede. Doktor Vid Snoj, najlepša hvala za vse vaše odgovore in za vaš čudovit in obsežen prevod in za to, da lahko Pavla Celana v tej slovenski izvedbi oziroma v celanščini in v svojem prenosu tudi v ta naš slovenski nabor prebiramo, torej tudi slovenski bralci. Vsem vam želim veliko zanimivih potopitev na dih v pesmi Pavla Celana in vas napotujem k izposoji oziroma nabavi knjige
zbrane pesmi 1 in 2, ki je šla pri založbi Beletrina in v e-obliki, ki jo dobite v portalu Biblos. Hvala lepa še enkrat. Beletrina, v živo.